Očečki, sploh vas nisem videla, poglejte, no. Jaz si ravno zapisujem vse svoje plane, ki jih imam, ker moja številka ena rešitev je takrat, ko se počutim malo živčno, glede vseh stvari, ki jih moram narediti, da si vse skupaj zapišem na papir. Danes boste v temle vlogu videli, kako sva prebarvala stopnice, ampak malo boste mogli še počakati. Ta zvok je dejansko še zadnji sloj popravkov Klemna, ki zdaj tu dela. Se upravičujemo, ko imamo takšno. Delala sem 10 kil kimčija dejansko v tej posodi prvič, da sem naredila to posodo čist polno. Reč Klemnu ful ni ta von in je včeraj rekel, da se bo odselil, če bom še naprej fermentirala in kompostirala na balkonu in vse. Tako najbrž se bo mogel odseliti. Havačmo. No, kimči je dober, ampak se mi zdi, da sem kdaj že boljšega naredila. Tako da tu je vedno malo sladko, kislo, pekoče, ko narediš tako količino, pa ni ono najboljši kimči v tvojem lifeu, če ga imamo že 10 kil. Ful je težko naključno snemati vlog, ker je Klemen čist skus v gatah. Skus! No, je res ali ni? A ja, zdaj sem jim že pokazala barvo ograje. Bomo pa neč gledati, bomo pa prišli nazaj. Zdi se mi, da sva zdaj na tej točki ful polna enega elana, kar se tiče prenove. Stvari so pač v zaključevanju in tako naprej. Je pa ziher malo težko bilo mentalno menjati, recimo sva prenavljala, pa sva šla na dirko po Franciji. Pa sva spet prišla domov, pa sva prenavljala, pa sva šla na festival Plavajoči grad. In zdaj spet prenavljava in na eni točki bova spet šla malo naokrog s kombijem. Tako da tu je malo težko switchati, bi si skoraj želela, da bi vse v enem kosu, ampak pa pač se mi zdi, da ne bi poletja tako izkoristila. Tako da nič se ne pritožujem, sem včasih je bilo, oh my god, vsa od barve, pa napakirati kombi pa gremo. Ampak same ful dobre izkušnje, na dirki po Franciji smo se imeli res dober. Jaz sem šla bolj zraven zato, da sem izkoristila ta avtoštop do francoskih gora. Tako da sem malo hajkala, na eno ferato sem šla, ampak na koncu me je tudi vzdušje, navijaštva in vsega skupaj kar potegnilo noter. Kar se tiče pa festivala Plavajoči grad, tu mi je bilo pa tako, glih včeraj me je oče vprašal, in festival, kako je bilo, sem rekla, 100 od 10. Tu je bilo pač vse, od tega vzdušja, ki je v zraku, res se počutiš, da si prišel domov, da si obkrožen z ljudmi, ki so na neki podobni valovni dolžini. Glasba, ki sem jo slišala, me je ful navdahnila, še zdaj ful veliko komadov poslušam. Vreme je bilo dobro, družba je bila vrhunska, jedli smo dobro, vse se mi zdi, moram malo bolj počas govoriti, ampak tukaj sem navdušena. Vse se mi zdi, da se je tako poklopilo v tistih parih dneh, da sem res dobila tako ful velik zase in ja, upam, da bo naslednje leto spet. Tako. Zdaj pa nazaj se prizemljimo. Jaz imam na posoji od Klemnove sestre 2 čistilca. En je tak, ki v bistvu stepa, en pa je tak parni, ki ste ga... Si barvo polil? En je pa tak parni, ki ste ga lahko videli že v prejšnjem vlogu. Jaz sem s tem do zdaj izčistila pisarniške stole, jogi, tepih. Danes me pa čaka še kavč. Namreč zdaj se dogaja zadnja runda barvanja štenk. Potem Klemen uredi še stene, ker pač ponekje je pač malo barve. Pač se zgodi tudi najboljšim. In ko bo enkrat to zaključeno, bomo tle ščistili in damo kavč na drugo stran in tepih not in bo pač noro. Bi pa naredila še en shoutout mojima staršema, ker sta včeraj prišla čist zagnana. Jaz sem bila čist na tleh, ona dva pa tako, kot da sta 20 let stara. In sta, mi rečemo, poregulila, vse zrihtala, zgoren štuk. Okna ščistila, mami je na balkonu še ograjo šla čistiti, oči nama je filter od klime spucal, vse zdrgnil. Tako da zgornji štuk boste videli, je že v bistvu zelo blizu temu, da zgleda tako, kot zgleda. Sem prosim, naj mi eno Ikea mizo proda. Sem še tu, prosim, pa let's get it. Ko je prišel čas za kosilo, sem dala iz hladilnika
harje pač bilo, za ponositi malo paradižnikove omake. Piščanca sem sicer tako iz skrinje vzela in je bil še zmrzjan, tako da nič ne de, če tudi nimate mikrovalovke, sem pokrijete s pokrovko, na nizki temperaturi pražite in se hmalo spremeni v takelega piščančeka. Tako da sem ga začinila, popražila, pa mogoče se boste na tej točki sprašvali, čak, na polno se je vse prijelo, ne, zakaj nisi umila? Ne, ker ves ta okus začin piščanca in vsega tega je ostal na ponvi in ko deglaziraš tu za malo vinčka, verjamete mi, da je božansko, dodala sem, se ste videli, čebulco, zelje, malo začinila in vse tu se je potem dušilo, pa moj nasvet je, da nikoli polovico zelja nazaj v hladilnik. Jaz jo vedno narežem, dam v posodo in tako vem, da se bo pač 99,9% porabila, sicer pa je ful velika verjetnost, da oveni v hladilniku. Vse skupaj sem servirala z bulgurjem, ker sem ga imela še odprej skuhanega. Dodala sem to naše dušeno zelje, malo sveže mlade čebule in to je to, vrhunsko kosilo. Me nekaj zasnemanja raba. Sedaj je pa čas, da vam pokažemo stopnice. Stela, stela, to bo zihar copyright infringement, ker tako lepo pojem. Torej, beseda ali dve o stopnicah. Veliko stvari je šlo narobe. Veliko stvari. Sicer posnela sva za Parkside video, kako pobarvati stopnice, ker pride hmal ven, tako da ne da se zdaj hvalim, ampak to, ker snemava medva za Parkside, jaz mislim, da so fenomenalne vsebine in nekaj, kar na slovenskem trgu v taki obliki ne obstaja. Je res, Klemen? Je tako. Zdaj, če se spomnite, prej je bila pač tu smrekova ograja in tudi stopnice. Tu smatramo zdaj kot eno entiteto, ne. In medva, ko sva tudi Tonka, najina notranja oblikovalka, ko smo pač planirali, in ko je ona renderje poslala, je bila ta ograja pač temna. In to je bil tudi najin plan. Tako da jaz sem šla v trgovino kupiti barvo, povedala, za kakšno ograjo gre, povedala, da raba polno prekrivno barvo, zato ker sva to ograjo po nekje doštukala. Ograja je bila tudi na večjih mestih pokitana, tako da veliko je bilo enih nepravilnosti, različnih tipov lesa in sva hotela zelo pokrivno barvo, da bo tu tak enoten videz. In na koncu v bistvu sem jaz dobila lazuro za pergole. In sva pa še enkrat klicala, če smo zihar smo, medva pobarvava cele stopnice in so bile grozne. Bil je cel obup in tudi tista vrsta barve, za vse tiste, ki mogoče ste že kdaj delali z barvami, tista vrsta barve, ko tako primeš in je limasto. In je tako, tu se sploh nikoli ne bo posušil. Tako da naslednji dan je Klemen letel v Mak, povedal za situacijo in se je mogel na hitro odločiti, katero nijanso bo. Namesto da bi najni možgani bili tako, ja pač temno barvo, tako ko je bil plan, pač neko cherry red, neki kar pač Jaz rečem bež. Kljub temu, da sem dobesedno 14 dni pred tem photoshopirala to ograjo in jo dala v bež in sem lahko ne, bež pa tle res ne bo pasala. Ja, in prinesla to barvo domov, jaz imam skoraj panični napad, pišem Tonki, pišem svoji najboljši prijateljci, ali delamo največjo napako v življenju, da zdaj barvamo to ograjo na bež, tako bilo je kar kaotično, tu v Lidlovem videu ne bo na ta način prikazano, ampak na koncu, I kind of love it. Pač ful posvetli prostor, ful se mi zdi, da da tak clean look, ful daje priložnost, da mogoče enkrat bodo kje kakšni ornamentki, kakšni dodatki, kakšni tegeljci za rože bodo kje viseli, tu si predstavljam, da je ko en gunk. In ja, zdaj sem v bistvu ful navdušena, tudi par ljudi je že prišel na okrog in so bili tako, damn, to vas sploh ne zgleda slabo. Kaj moram še kje dodati? Nič.
starša sta se lotila tudi zgornjega balkona, tako da sem mogla potestirati, kako je tu ležati na ležalniku, ne, do še včeraj je bilo na tem balkonu kaotično. Tu je en del, ko so moji možgani tako, tu izgleda da besedno kot nekaj, kar si na Pinterestu shranila. In zdaj ti kar živiš, le. What do you mean, girl? Pač lejte tu, ne. Ta kombinacija ograje s ploščicami in ta oranžna, ker vem, da marsikomu je too much, ampak se mi zdi, da je tako energy. Yeah. Hit it. Yeah. Tole, ne? Pa Titanik gora na sredini. Jaz sem se pa lotila malo crafts and arts, mama mi je dala 2 okvirja, ki jih ne rabi več in jaz sem imela v glavi že vizijo, kaj želim v en okvir napisati, da bo potem nad pisarno. Boste videli malo kasneje, ker med ustvarjanjem me je Klemen prosil, če gremo v majhno hiško pa eno barvo. Da bo lahko pač dokončal eno steno in s tem bomo barvanje zaključili. Vmes sem skočila še do sosede, ki me je klicala, da ima oblačila iz druge roke zame, da ji je ena prijateljica prinesla, tako da sem še tu uredila. V majhni hiški sem potem vzela to barvo in kljub temu, da je bila tako najlepša popoldanska svetloba, pičila nazaj. Itak sem takoj, ko sem prišla domov, malo preverila vsebino vrečke in najdla zase tele kavbojke in tale puloverček ima dejansko 10% volne. Kaj si mislimo? Meni je ful všeč, tako se mi zdi. Casual. Ja, tu je pa še moj dekor za v pisarno. In potem je sledil čas za večerjo, imela sva koruzne tortilje, pa kar je bilo v hladilniku, Klemen malo pršuta, ajvarja, jaz sem si dala not malo sira. Za sladičko pa kvočevi nudlni, mislim, da sem prav rekla, ki sva jih imela v skrini še, odkar sva bila na izletu po Koroški. Tu je pa, lejte vi tu, ne, ko se ne špara. Tu se pa svet lepo. Kaj si zasluži tale naš delavc. Del, ko se viha, ne, da. Wow! Jaz bi tu še posesala, da ovači predlog, se mi zdi dober. Jaz bi še malenkost naprej na to. Kaj se ga lahko drasi? Big one for you. Ne, to je to. 8 kant.
konec. Si bi vrgel pa. Naslednjega dneva nisem mislila snemati, ampak sem se vrnila iz opravkov in najdla Klemna, kako sam premika Se sploh probala ne bova. Ne, pač, ko naj tako z balkona pridem, pa tle je klubska mizica, pa grem tako not. In nisem imela kaj drugega, kot da se takoj priključim tej noriji. A se pa voziš. Tako da hladilnik je bil še ta dan premaknjen, medva pa sva potem nadaljevala z jedilnico. Potem pa v naslednjem vlogu. Čau, čau!